A vam je že kdo skrajšal čakalne vrste? A vam je kdo nakazal denar? Kar tako. A vam je kdo plačal počitnice za Bohronej? Sem prepričana, da ne. Torej, kakšna škoda se nam s tem dela? Bom povedala v 2 točkah, pa če jih še tako ne marate slišati. Nekateri me sprašujejo, zakaj mi je toliko mar tema narcisov in zakaj jo večkrat izpostavim. Ker ne morem dovolj naglasiti, koliko škode nam je povzročila in jo še povzroča. Ne morem dovolj naglasiti, kolikokrat v svoji praksi na predavanjih vedno obtičimo tudi na vprašanjih, ki se tičejo točno te teme. Zato naj vam še enkrat toplo svetujem in priporočim naslednje. Vse, kar je trend in se tako močno rine v ospredje in nas o nečem strastno prepričuje, kot v tem primeru tema narcisov, se samo vprašajte, kaj ima ta zadeva od tega? Kaj, kdo in kje ima nekaj od tega, da nas v to prepričuje? Kje se nam s tem dela škoda? A res mislite, da se o nečem govori tako zelo vneto, vztrajno, ker nam hočejo dobro? Kdo, vas vprašam, kdo nam hoče dobro? Kdo bi nas tako zelo rad posvaril pred vsemi temi groznimi narcisi? Kakšna škoda se nam s tem dela? Bom povedala v 2 točkah. Pa če jih še tako ne marate slišati. Prvič, vsi ti narcisi potrebujejo tudi nekoga na drugi strani, da jih prepozna. In se veste, ko s prstom kažemo na nekoga drugega, vsaj 3 kažejo nazaj na nas. In drugič, ljudje za svoj napredek moramo razmišljati o sebi in se ukvarjati tudi seveda sami s sabo. In prav tako moramo priti do tega, da smo si všeč. Zato ta gonja za narcisi marsikomu popači in priskuti to spoznavanje sebe in biti si všeč, ali pa ga pahne v preveč duhovno sfero, kjer išče svojega duha in občutek, da si všeč. Zapomnite si, ljudje smo celostna bitja, sestavljena smo iz nam vidnih in nevidnih snovi. In da si postanemo iskreno všeč, se moramo najprej spoznati, upoštevati oboje, kar pa še ne pomeni, da rabimo biti zato etiketirani kot narcis ali kot duhovnež.